Lepo pozdravljeni. Hrvaška je postala 28. članica Evropske unije, kar so proslavili v številnih mestih po državi. Prireditve so pripravili tudi na mejnih prehodih. Naša ekipa je bila na Gruškovju, kjer so se od svojega dela poslovili cariniki, pa tudi zaposleni v špedicijskih službah. O polnoči so tako na meji ostali le še policisti. Le uro pred polnočjo smo takole zabeležili še zadnji žig za povračilo davka. Mislim, da je zadnji DDV v mojem življenju. Bomo pa videli. Časa je še 1 uro, dobro. Na drugi strani meje naši sosedje že odpirajo šampance. Pričakujemo, da bo nam lepše. Vračamo se v našo familiju, znači vraćamo se med Evropu, tu smo uvijek spadali. Pa nadamo se da će biti bolje, biti će slobodne granice i lako ćemo putovati kroz Evropu. Teška gospodarska situacija i niš posebno ne očekujem, samo brži protok robe preko graničnih prijelaza. In medtem, ko so se sosedje Hrvati veselili, pa na naši strani zapuščajo mejo še zadnji cariniki. Svojim delom zaključijo tudi zaposleni v špediciji. Za razliko od carinikov pa njih ne čakajo druga delovna mesta, temveč borza. Samo v Intereuropi je v tem trenutku ostalo brez dela okoli 40 ljudi. Po 31-letni delovni dobi grem na borzo, ne vem, kaj bom. Bomo videli. Za nas nišče ni niti malo poskrbel. Poznali so nas samo takrat, če slučajno ni bila kakšna dajatev plačana. Zdaj, ko pa mi rabimo pomoč, pa nišče ne ve za nas. Svoje vrate zaprla tudi mejna veterinarska postaja. Tukajšnji zaposleni so sicer razporejeni na druga delovna mesta po Sloveniji. Poraja pa se vprašanje, kaj bo z ogromnim nadstandardnim objektom in drago opremo, ki je vsa ta leta še kako služila svojemu namenu. Hotel Primoz na Ptuju je že pred vstopom Hrvaške v Evropsko unijo sodeloval s hotelom Trakošćan iz Varaždinske občine, ki je od meje oddaljen slabih 35 km. Na kot so tja na plesne večere množično zahajali tudi Slovenci, ki še danes predstavljajo 40% tujih gostov. Cilj zajednički dugoročno gledano je da izmjenjujemo turiste, da imamo neke razmjene, da se podigne kvaliteta turističke ponude općenito u našem kraju kako i ovdje. Prva zadaća je međusobno potpomaganje jer sami ne možemo napraviti ništa ako nećemo raditi svi zajedno. Vstop južne sosede v Unijo je odpravil številne birokratske ovire. Omogočeno bo skupno predstavljanje turistične ponudbe v regiji in na tretjih trgih, skupaj pa bodo lahko pridobivali tudi evropska sredstva. Prinaša tudi neko večjo pestrost za končne potrošnike in skupno promoviranje in snovanje produktov, ki so lahko že vnaprej sestavljeni iz ponudbe in privlačnosti na eni in drugi strani meje. Turistični delavci obmejne regije si želijo privabiti tudi čim več tranzitnih turistov, ki se napotijo na hrvaško obalo. Z najrazličnejšimi dogodki pa bodo spodbujali tudi dnevni prehod gostov. Za padce meje bojo nekako te psihične barijere ljudem v glavi mogoče padle in da bo tudi nekako olajšano to razmišljanje, da sta v bistvu področji tako zelo blizu. Zaživela naj bi tudi leta 2004 vzpostavljena turistična cona Haloze-Zagorje, kjer je znanih več kot 250 arheoloških, kulturno-zgodovinskih in turističnih zanimivosti. Še 70 zaposlenih v MLM storitve, nekdanjem invalidskem podjetju Mariborske livarne Maribor, je ta teden prejelo odpovedi, 30 pa jih bo še delalo 2 meseca. Spomnimo, konec aprila letos je brez dela ostalo 230 delavcev v Armalu in Saniteku. Čeprav so delavci brez plač že od aprila, bodo na prva izplačila nadomestil za brezposelnost morali počakati še skoraj mesec in pol. Večina zdaj že nekdanjih zaposlenih v MLM storitvah je sklonjenih glav hitela na Zavod za zaposlovanje, kjer so zanje organizirali skupinsko prijavo na borzo in svetovanje. Moram prvo preživeti oziroma preboleti vse skupaj, dalje bomo pa videli. Družba MLM storitve je šla v stečaj letos po preklicu statusa invalidskega podjetja, čeprav imajo mnogi delavci status invalida. Jaz sem delala v Saniteku, bila sem v storitve premeščena, samo, kot bi temu rekli, ker pač so rekli, da imajo premalo invalidov. Na ta način so nas tudi izigrali, da smo še bolj dolgo čakali to pot, da gremo na borzo. Nimaš več takih pravic, ko si do zdaj lahko imel. In
Zgubijo se pod polima vse, ne, mislim. Z grenkobo opisujejo, kako preživljajo dolge mesece brez osebnih dohodkov. Marčevsko plačo smo dobili zadnjo. Od takrat pa ničesar, nobenega dohodka. Nihče te ne vpraša, kako preživiš. Mislim, žalostno. 3 plač nismo dobili, plus odpravnina, 13 000 nekje vsega skupaj, ja. Kar lahko pozabimo, verjetno. Položnice težko, ja, da gledamo, ker v položnico bi lahko malo pozneje plačali, tako gledamo, ne. Prva izplačila nadomestil za brezposelnost bodo prejeli 15. avgusta, glede nove zaposlitve pa so pesimistični. Vodstvo MLM-ja pa medtem še čaka na potrditev državne pomoči, gre za 5 milijonov evrov, ki bi lahko ohranila še približno 450 delovnih mest v livarni. V slovensko-bistriškem Impolu pa so prvič zagnali novo talilno peč, ki bo omogočila uporabo cenejše vhodne surovine in za 40% povečala produktivnost livarne. Vrednost celotnega projekta je dobrih 12 milijonov evrov. V naslednjih 7 letih bodo za naložbe namenili še okoli 100 milijonov. Naložba v novo peč, ki bo omogočila tudi uporabo veliko cenejšega odpadnega aluminija, bo pocenila in hkrati povečala proizvodnjo, s tem pa bodo znotraj koncerna zagotovili potrebno surovino za avtomobilsko industrijo. Predvsem delamo na svoji samooskrbi vhodne surovine. Z napravami, ki smo jih inštalirali, bomo povečali produktivnost same livarne za 40%. Dobrih 12 milijonov evrov vredna naložba tako prinaša posodobitev obstoječe odstajne peči, novo napravo za čiščenje taline, nov livni stroj, regalno skladišče in pokrito skladišče odpadnega materijala. Jeseni bodo začeli še obnovo druge peči in pokritje skladišča vhodne surovine. Livarna ima takoj trg, ima notranji trg in tu ni problemov, da ne bi mogli pol teh zadev prodati. Investicija v livarni bi se tako lahko povrnila v 5 ali 6 letih. Impol sicer ostaja 4. največji slovenski izvoznik, saj kar 94% proizvodov izvozijo. Zato mi moramo toliko investirati, da ostanemo na tem trgu, ker trg je neusmiljen, moraš imeti zagotovljeno najvišjo kakovost. V strategiji razvoja koncerna v letih 2014 do 2020 načrtujejo za kar 100 milijonov evrov naložb v posodobitev proizvodnje. S tem pa se vztrajno povečuje tudi število zaposlenih. Samo zaradi nove peči je službo dobilo 8 ljudi. Na slovenskih njivah že 7 let ni več sladkorne pese. Evropska reforma trga s sladkorjem je namreč slovenskemu kmetu odvzela možnost pridelovati peso in povzročila zaprtje naše edine tovarne sladkorja v Ormožu. A kmetje upajo, da bodo lahko nekdaj kraljico slovenskih polj znova gojili. Evropska unija bo leta 2017 odpravila sladkorne kvote. Slovenski kmetje in nekdaj pridelovalci sladkorne pese so enotni. Ker cena sladkorja na svetovnem trgu raste, je samooskrba sladkorno peso nujna. Tudi na kmetiji Dobnik iz Zlatoličja so jo pridelovali več kot 30 let. Ta kultura je edina v narekovaji dobičkonosna in bi absolutno dopolnila naš kolobar. Žita so namreč na njive priklicala plevel. Ker nimamo lastne proizvodnje sladkorja, moramo zanj odšteti 70 milijonov evrov, kar je skoraj 2-krat več kot v primerljivih državah z lastnimi tovarnami sladkorja. Letno ga porabimo okoli 100 tisoč ton. Za to količino, kot je tudi planirana kapaciteta nove tovarne, bi potrebovali v odvisnosti od pridelka in digestije nekje med 13 in 16 tisoč hektarji sladkorne pese. Če ne boš imel možnosti pridelovati, bo ti spet ta kvota prenehala, kot je prenehala tudi leta 6 in enostavno je potrebno sedaj res zbistriti glave. Nova tovarna bi stala na obstoječem zemljišču, ki so ga lastniki z Nizozemske pripravljeni prodati. Odprla pa bi se tudi nova delovna mesta. Če gre za samo tovarno kot predelovalni obrat, potem je to sigurno 100 delovne mest in to tudi visoko kvalificirane delovne mest. Če pa gledam širše, pa je to seveda tudi veliko delovne mest v kmetijstvu. Pridelovalci zato računajo tudi na pomoč države, ki naj bi v svojih razvojnih ciljih podpirala samooskrbo s hrano. Zaradi dviga DDV-ja so se s 1. julijem že občutno podražila goriva, ponekod tudi odvoz smeti, elektrika in telefonija. Za povišanje cen so se odločili tudi v prodajalnah bele tehnike in nekateri gostinci. Kako bo dvig DDV-ja prispeval k zmanjševanju povpraševanja in kaj menijo potrošniki, je poizvedovala naša ekipa. Odpravimo se na mariborsko tržnico. Tukajšnji prodajalci sadja in zelenjave zatrjujejo, svojih pridelkov kljub dvigu DDV-ja ne bodo podražili. Zaradi tega, ker že tako me kaj prodamo, kaj bomo potem, tako da nikak. To ostanejo cene nespremenjene. Vse ne gre nobena stvar prav več.
Oni bi samo imeli. Že tako ni kupcev, potem še cena gor, še bo manj kupcev. Ne? Tudi mesar Stevan Babič pravi, da si podražitve ne more privoščiti. Ker je na tržišču je nenormalna situacija, borba je za preživetje in mislim, da bomo tako ostali. Manj zgovorni so gostinci, ti nam sicer povedo, da so dobavitelji že dvignili cene, zato jih bodo morali tudi sami. Dražji bodo tako kava, pivo in vino, bodo pa s podražitvami počakali, da se poleže nevolja ljudi. Na splošno je to za ljudi slabo. Ne? To pomeni, da bo življenjski standard bo padel. Ne? Zaradi tega, ker ni to samo en artikel, ampak je to množica artiklov. To je narobe, sigurno narobe. Vedno bodo tisti, ki imajo najmanj narava prikrajšane. Za 10 centov so dražje tudi cigarete. Pa še to ne vsi, ne? Ker se niso vsi naenkrat, tako da to je tak letna v bistvu podražitev vsako leto 1.7., tako da nič novega. Maloprodajne cene knjig v knjigarnah se še niso spremenile. Pravzaprav so večinoma založbe tukaj šle v svoj minus, bom rekla, zvišen davek pomeni nižja nabavna cena za knjigarno. Ob vseh predvidenih podražitvah pa nas vsaj sladoledno razvajanje za zdaj ne bo udarilo po žepu. Pri nas to ne pomeni noben dvig cen, v bistvu je že enaka cena €1,20 od leta 2011 decembra, tako da se za nas to nič ne bo spremenilo oziroma za naše stranke. Prebivalci mariborskih Studencev so v javnem pismu opozorili na hrup in prah z območja tamkajšnje industrijske cone nekdanjega Tekola. Zaradi težav z neznosnim hrupom in prašnimi delci že več kot 2 desetletji zaman prosijo za pomoč mariborsko občino. V enem izmed podjetij v industrijski coni so nam pojasnili, da vsa leta sodelujejo z mestno četrtjo Studenci in so na željo stanovalcev že omejili dejavnost, iščejo pa tudi nadomestno lokacijo. Gospa Marija se je na Studence preselila pred skoraj 3 desetletji. Tabor občina zagotovila, da se Tekol seli in se je selil v industrijsko cono, ker je tu stanovanjsko. Noben dokument ne kaže, da bi tu bila industrijska cona. 93. leta se je pa železje začelo tu zbirati. Industrijska cona je tako z drugimi podjetji ostala, s hrupom, prahom in smradom, pravijo domačini. Tu so bili gorilniki, se zdaj ne vem, tudi danes zjutraj sem čutila en smrad, pa ne veš pravzaprav, kaj se dogaja. No, to se cele dneve dela, od jutra, pa še hujše kot zdaj. Želijo tovornjaki, veliki tovornjaki, tisti ozki ulici zapeljajo noter, potem pa nakladajo iz enega tovornjaka v te kontejnere ali obratno in to se res hrup sliši po tisti celi ulici. V podjetju 5 celin, odkoder naj bi prihajala večina hrupa in ki ima prepoved obratovanja, do lastnika nismo prišli. V Labusu, kjer odkupujejo odpadne kovine, pa so na željo mestne četrti zadnja leta že precej okrnili poslovanje. Imamo odvoz enkrat tedensko materijala in da tudi vedno manj strank prihaja k nam. Odpadno železo odložimo v železne kesone, seveda pri tem je hrup. Ampak mi smo vedno pod nadzorom Ministrstva za okolje, moramo redno opravljati tudi meritve. Dejavnosti bi preselil, a primerne lokacije še ni našel. Domačini pa si želijo predvsem miru in tišine, brez industrije. Nove tehnologije so omogočile interakcijo med strojno in človeško inteligenco. Dober primer je informacijska rešitev Adora, ki so jo skupaj z mladimi raziskovalci razvili v Mariborskem univerzitetnem kliničnem centru. Kirurg lahko kar med operacijo z glasom in gibi rok pridobi bolnikove podatke. We are drowning in data, but we are starving for knowledge. And this is really a big challenge, how we can handle these big data sets. What we try is to cope with unstructured data. Unstructured data means, for example, text. Računalniki namreč ne zmorejo obvladovati množice tekstovnih podatkov, ključen izziv znanstvenikov pa ostaja, kako iz tega ustvariti novo znanje. Pametni telefoni, v prihodnosti tudi pametna mesta, bodo sicer človeku nudili podporo v vsakdanjem življenju, vplivali pa bodo tudi na njegovo zasebnost. The smarter the system is, the more it has to know about you. And so you have to provide data and information about yourself, about your personality and your family, maybe your friends, to the system. Potreben bo nadzor sistema. Že v preteklosti si je namreč človek prizadeval vplivati na sočloveka in njegov Sicer pa je konferenca namenjena tudi povezovanju znanstvenikov in raziskovalcev severozahoda in jugovzhoda Evrope. Države v razvoju, pa potem tudi države, ki pristopajo k Evropski uniji, imajo težave
z financiranjem raziskovalnega razvojnega dela. Čez 2 leti bodo konferenco o novih tehnologijah pripravili v Budvi v Črni Gori. Dijaka mariborske srednje elektro- in računalniške šole sta se s svetovnega tekmovanja v robotiki na Nizozemskem vrnila s prvo nagrado. Z robotom, ki sta ga zasnovala in od novembra izdelovala popolnoma sama, sta med 23 ekipami dijakov z vsega sveta v kategoriji reševalni roboti pometla s konkurenco. Prvaka med roboti sta dijaka zasnovala za iskanje žrtev po naravnih nesrečah in sicer s pomočjo senzorjev za temperaturo. Na straneh labirinta pa so postavljeni grelci, ki predstavljajo žrtve v neki naravni nesreči. In robot se mora skozi ta labirint zapeljati in najti vse te žrtve in jih potem varno dostaviti na začetek. Vse sami dizajniramo, vse sami delamo, vse doma zalotano, ročno. Edino plošče damo delati zunaj podjetju, ker sami nimamo take tehnologije. To je sicer njun že 3. skupni robot. Zamisel zanj sta dobila lani, sestavljala pa sta ga od novembra. Da je to njuno avtonomno znanje, da sta robota dejansko sama sestavila, sama programirala vse skupaj. Šola je tudi tista, ki jim omogoča, da lahko to svoje znanje tudi implementirata v praksi. Gotovo bosta mlada izumitelja, skorajšnja študenta, pritegovala tudi nove dijake, saj bosta poslej v šoli sodelovala kot mentorja. Področje elektronike, robotike, računalništva je izjemno iskano, zanimivo, pa tudi na nek način elektronika in energetika deficitarni področji. Ta robot nima tržnega potenciala, bolj kot konkretna naprava, namreč organizatorje tekmovanj v robotiki zanima, kako mladi vidijo rešitve določenih težav. Umetnostna galerija Maribor, ki je vizijo sodobnega muzeja videla predvsem v novogradnji oziroma selitvi galerije, razmišlja tudi o možnostih obnove in širitve na sedanji lokaciji. Gre za to, ali je možno tu v tem konglomeratu stavb prepričati zavod, da da drug dokument, na podlagi katerega se da sprojektirati muzej moderne in sodobne umetnosti. V tem primeru seveda ja. Prav med Zavodom za varstvo kulturne dediščine, ki v svojih smernicah ščiti spomenik 19. stoletja, in galerijo, ki si želi sodoben muzej, v vseh letih ni bilo ustrezne komunikacije. Jaz mislim, da se ustrezne rešitve lahko najdejo. Treba pa seveda upoštevati to, da je pri takih zadevah potrebno obojestranski kompromis in dobro sodelovanje, preden se pravzaprav odločimo o čisto končnih rešitvah. In jaz upam, da bomo na osnovi današnjega posveta oziroma tega sestanka, ki je tukaj potekal, do te rešitve prišli oziroma vse do odgovora, ali je ta zadeva rešljiva in uresničljiva v viziji sodobnega muzeja. Umetnostna galerija Maribor, ki je bila prioritetna investicija Evropske prestolnice kulture, je danes ob knjižnici, pokrajinskem muzeju in pekarni v najslabšem položaju, saj nima pripravljene pravno veljavne dokumentacije, potrebne za umestitev v nacionalno finančno perspektivo med leti 2014 in 2020. To hitenje v primeru umetnostne galerije v preteklosti ali pa v obdobju prejšnjega župana pač ni dalo kvalitetnih rešitev in je pomenilo več kot 3 milijone stroškov za mariborski proračun. Vztrajam na tem, da se razčistiti najprej status sprojektirane rešitve, pa da se potem išče naprej. Čeprav se je nova umetnostna galerija še pred 2 letoma zdela tako blizu, je projekt danes v začetni fazi, ko si nihče ne upa napovedovati, kdaj bo galerija po pomenu druga na nacionalni ravni lahko zaživela v novih prostorih. Festival Lent je letos poskrbel tudi za ljubitelje zlate dobe britanskega heavy rocka. Na plavajočem odru na Dravi je namreč nastopila skupina, ki že dobra 4 desetletja uživa kultni status med oboževalci, strokovnjake pa razburja z njihovo posebno zmesjo robatega roka in pompoznega simfozvoka. Vse to so Uriah Heep. Lots of loud rock music. Uriah Heep style. Gentlemen's lullabies. Yeah, we'll do all the hits, the July Mornings, the Gypsies, Easy Living and the stuff, and Lady in Black. And we'll just intersperse that with some of the tracks from our last 2 studio albums, and some older stuff, even older than that, so it'll be really cool. It's a good show.
Čeprav so člani skupine v svoji dolgoletni karieri prepotovali v svet, pa jih je naše malo mesto ob Dravi prijetno presenetilo. Lovely. It's nice to have actually summer because England hasn't really had summer as most of Europe. We've had a lot of rain and rain and It's more gorgeous, rain. gorgeous. We walked around the old town earlier and it's fantastic. It's lovely. All the cafes and that whole atmosphere there is really cool. Za konec pa še nasvet iz prve roke za vse mlade in nadebudne glasbenike, ki želijo čim prej uspeti v svetu glasbe. Get a real job with real prospects and a pension. Unless you've got total belief in yourself, which is what you need to be a musician and have fun, because it's the best job on the planet.